Detroitski velikan z modrim ovalom se je pred leti odločil, da ne bo več delal razlik med Ameriko in Evropo. Ameriški Fordi bodo enaki evropskim. A to še ne pomeni, da bosta tudi modelski paleti enaki. Nekaterih modelov recimo v Evropi ni in jih verjetno nikoli ne bo. Recimo največjega ameriškega Forda, 5,6 metra dolgega terenca Expedition. Niti za številko manjšega Explorerja ne. Največji Ford v Evropi je Edge. Edge seveda ne ponuja enoprostorske družinske uporabnosti, kakršno nudijo 7 ali celo 8-sedežni ameriški SUV-ji. Občutki pa vendarle še tako godijo. Udobja je namreč na pretek. Ugaja tišina v avtomobilu, ki jo Edge med drugim zagotavlja tudi s tehnologijo, ki z nasprotnimi frekvencami izničuje hrup. In prav udobje je Edgeova najmočnejša plat. Za razliko od pompozne zunanjosti v kabini recimo manjka nekaj tistega pravega premijskega duha. Edge je znotraj preveč podoben S-Maxu in Galaxyju, torej mainstream Fordoma, in v tem nekako vidimo ameriško miselnost, da velikost še ne pomeni prestiža. Je pa Edge torej odličen avtocestni potovalnik, sploh s tem močnim dizlom, ki nudi več kot zgolj dovolj moči. Je pa tako, da imamo od Fordov že skoraj 2 desetletji visoka pričakovanja. Pričakujemo dinamiko v ovinkih, Edge pa tam da čutiti težak nos. Avto res da ne sili iz ovinka, lega je zanesljiva, ni pa tistega občutka, ko rečemo, da avto kar sam pade v ovinek. In v tem duhu lahko zaokrožimo ta test. Edge torej da ameriškega udobja v izobilju. Evropski kupci pa bodo pogrešali nekaj evropske prefinjenosti in evropske dinamike.